Led je zamrznil pokrajino in drevesa se komaj da upajo premakniti. Nad gozdom leži mraz, kot dih večne prastare grožnje. Ljudje so se v gručah zaprli v hiše in se, čakajoč na pomlad, posvečajo le najnujnejšim opravilom. Ne glas živali, ne glas človeka ne zmotita tišine iz vesolja. Nato je pomlad. Tamle nad nami je Javornik, ki stoji na vrhu Dinarske gorske verige, na drugi strani je že Primorska, na tej strani je pa Notranjska, prava Notranjska. In tale Dinarska gorska veriga zanjo pravijo, da je edina oziroma najbolj tipična in najbolj izrazita klimatska ločnica v Sloveniji. In dejansko na drugi strani Javornika imamo pogosto poletje, tukaj so pa prave hude zime. Tako da praktično samo dobre 3 mesece je dolgo obdobje v poletju, ko tukaj ni slan. Hotedršico sem vedno dojemal kot otok sredi morja. Zeleni valovi smrek se stikajo z nebom in obzorje je nizko in ves čas navzoče. Pripelješ se po zelenem morju z Godoviške strani in je gostilna ter nekaj hiš. Nato zapustiš otok ter se znova potopiš v zeleno smrečje, dokler ne prideš do Logatca. Logatec je že na suhem, Hotedršica je še otok, Logatec pa je že celina. Hotedršica je šla skozi ves obvezni program slovenskega podeželja. Prazgodovina, Rimljani, slovanska kolonizacija, turški upadi, Nemci, Avstro-Ogrska in tako dalje. Na zemljevice je Hotedršica nepreklicno vpisala šele po končani prvi svetovni vojni. Potem, ko je med vojno služila za zaledje Soški fronti, jo je Rapalska pogodba določila Jugoslaviji. Čeprav so se Italijani le stežko umaknili, so se končno ustalili na samem robu vasi, kjer je potekala jugoslovansko-italijanska meja. Tako so bili ustvarjeni vsi pogoji za najznamenitejšo obrt tega naroda, za kontraband. Ironično, vendar se je takrat tihotapilo predvsem iz Jugoslavije v Italijo in dejavnost je cvetela v vseh pogledih. Da reč ni bila preveč nevarna, so poskrbeli jugoslovanski obmejni stražniki, ki se jih je dalo podkupiti z deležem od vsake pretihotapljene pošiljke. Artikli so bili nadvse živopisani, vendar so med tihotapskim blagom prednjačili konji, moka, kava, saharin, tobak in živalske kože. Tukaj Hotedršica, ki je bila na meji z Italijo, je preševal, kot smo rekli, šverc ali kontraband ali tihotapstvo. Tu je reševal takrat. Tako da so obstojale kar 4-5 gostiln, vinotoči, pa par trgovin in vse je še laufalo. In mesarija in ljudje iz Italije so veliko hodili kupiti moko, meso, tobak, nekaj legalno, največ pa nelegalno, šverc. Tukaj je bilo dosti drugih ljudi, ker je bila državna meja tukaj. In so bili tukaj orožniki, graničarji, financari, so tudi s svojim družinam. In je bilo kar bolj razgiban tukaj, pa ni bilo takrat televizije in so ljudje bili bolj
doma in je tudi kulturno društvo bolj bilo razvejano, ne. Sta bila dva društva, orli so imeli svoje društvo in sokoli in čitalnica. In so prirejali zmeraj kakšne igre in tako, veselice in take stvari. Ja, to je ena zelo zanimiva beseda, hotedršca. Po razlagi jezikoslovca Breznika naj bi to nastalo iz dveh besed. Ena je Hotimer in druga je Dražica. Hotimer, to je bil v 8. stoletju knez Karantanski, Dražica je pa znana beseda, ki pomeni dolino. In te dve besedi nekako naj bi potrjevali to, da je tukaj že zelo, zelo dolgo vas. Ljudje, ki tukaj živimo, smo hotenci, vsi drugi nas pa imenujejo hotedrščani. In to po pravopisu sta obe varianti možni, ampak mi se držimo prve, hotenci in hotenke. Vsekakor ne bi bila to ena najlepših notranjskih vasi ravno zaradi te ulice s temi mogočnimi dvonadstropnimi hišami, drugače zelo netipičnimi za podeželje in potem zaradi tega centra, zaradi tega majčkega trga, ki je tukaj med tremi bistvenimi stavbami vsake vasi, se pravi šolo, ki je zelo stara, župniščem in pa cerkvijo. Naključje je hotelo, da se je v Hotedršici rodil Andrej Plečnik, oče znamenitega arhitekta. Ko je Jožef odrasel in postal pomemben arhitekt, je pogosto in z veseljem obiskoval svoje sorodnike na Notranjskem. Po njegovih načrtih naj bi bil na trgu pred cerkvijo zgrajen most, čeprav so mnenja o avtorstvu še danes deljena. Zagotovo pa je Plečnik s 5 kamnitimi stopnicami uredil prostor okoli cerkve ter narisal načrte za vhod na pokopališče, ki pa je ostal do danes le delno realiziran. Taka bajta je bilo, so se rekli Tičeva bajta. Ja. Tam se je menda rodil oče od Plečnika, tega arhitekta. Ja. Tukaj v tej bajti. Prej še predniki njegovi so bili pa gor v Košu. Ja, pri Jurčku. Ja. To boste pa otroci, boste praprot nesli, a ne? Aj prav, jaz bom pa rožice. Jaz bom pa rožice nesla. Napejmo. Kar vsako. Tadečka, imaš ti nožek? Ne, jaz sem. No, kad kulele, kupček delajmo, da bo prišel Janez Krsnik poj spat, a ne? Bolj, ko bomo debel nastlali, bolj bo na mehkem spal, je tako? No in gremo. Pejmo, dajmo pa še rožce šli nabrati. Ja, bomo doj pa nabrali rožce. Kresna noč je. Ljudje in živali za droben trenutek zaživijo v slogi in iz najglobljih plasti spomina priromajo v notranjski večer glavni junaki starih mitov. No, kot otrok se spominjam, smo glih tako ta večer, nas je bilo veliko otrok doma in smo pred hišo nastlali, pa še pred štalo, pa po cel potki od hiše do štale, pa rožce nabrali. Zatem smo šli v gost, smo malo smreča pripeljali z vozom in nastlali. Te gre potreste, otroci. Kresna noč je. Čeprav je ikonografija povsem krščanska, je dogodek star kot naselitev sama.
Gozdovi so videli že mnogo kresnih noči, vendar se za vsako znova temeljito pripravijo. Otresejo razse še zadnje ostanke zime in se pomladno oblečejo. V mraku prihajajo vaščani na polje. Sence so in v oddaljenem čebljanju je komaj moč razpoznati današnjo govorico. Tama požre še zadnjo kapljo stvarnosti in prasketajoča vžigalica prižge pred tisočletjem uničeno pogansko obredje. Svetlobo zažari plemenski duh vaške skupnosti. Mladina skače preko ognja in mogoče dekle v vodi zagleda podobo svojega bodočega moža. In tik pred polnočjo, ko bodo že vsi po svojih domovih, bo mogoče v hlevu razumeti govorico domačih živali. Z Ravnika, ki je danes s cerkvijo Svete Barbare priljubljena sprehajalna točka, se je nekoč na kresni večer videlo tudi 20 kresov. Kome smo čakali, bi rekel, kresnega večera. Takrat smo šli vsi gor na hrib, prav Malazine, in tam smo že čez dan nanesli veliko hrmado grmovja, raznega lesa, vse sorta. In zvečer, ko se je mrak naredil, smo šli in to zakurili. Pa smo pa šteli okrog kraja, koliko kresov je bilo. To se jih je, za kresni večer se jih je pojavilo mogoče tudi 20-30. Vse križem so gore, zato ker tale gora, Javornik, če gledamo, to je bila sama ohlarija noter. In zakorili, vsi ohlari so zakorili, bi rekel, svojo ognjico. In teh je bilo mogoče tudi po 20 ali pa po 30. Zelo veseli smo bili, kada je zagoril tudi na Javorniku, ker Javornik je spadal takrat pod Italijo. Medvojna meja je pomenila največji razcvet hotederšice v vsej njeni zgodovini. V tem času je v kraju delovalo 5 gostiln s tujskimi sobami, 4 trgovine, mesnica, 4 mlini, 2 gledališki skupini, 2 tamburaška ansambla, orli, sokoli in tako naprej. Hotederšica je bila center omike in napredka sredi tako izgubljene pokrajine, kot je bila takrat Notranjska. Ljudje so predvsem živeli od gozda, saj so povsem legalno izvozili v Italijo 3000 kubičnih metrov lesa letno. Druga vojna je razcvet kraja usodno prekinila. Vas in njeni prebivalci so se razcepili na partizane in domobrance, kar je po vojni povzročilo velik emigracijski val v Združene države Amerike in Argentino. Po tem šoku si hotederšica v resnici ni nikoli več opomogla in je leta 1971 doživela demografski zlom s samo 413 prebivalci. V teh gozdovih okrog Hotedršice je razen jelke in bukve najpogostejše drevo smreka. Med temi smrekami je pa tukaj okrog zelo veliko mutantov, pravzaprav nenavadno veliko. Tako da poznamo nekaj različnih smrekovcev, to so smreke z zelo gosto krošnjo, potem imamo tudi eno zelo veliko kačjo smreko. Tukaj smo pa zdaj pri eni zelo zanimivi, to je pa stebrasta smreka, ki raste v Novem svetu. To je pa tale tukaj pred nami. Zanimivo je, kako je nastala tale smreka. Namreč, če pogledamo krošnjo, bomo videli, da ima v spodnji tretjini krošnjo normalno široko, medtem ko sta njeni zgornji 2 tretjini ozki oziroma stebrasti. In očitno je, da je med rastjo na neki višini prišlo do ene določene mutacije, verjetno do somatske mutacije, in od tam naprej je potem njena rast takole ozka, vitka. Za smreke zelo nenavadna in tudi redka.
Torej, tukaj smo pa zdaj v Žejni dolini, na enem močvirju, na katerem rastejo praktično vse slovenske znane mesojede rastline. To sta kar dve vrsti rosike, okroglo-listna in dolgo-listna, razen njiju navadna mastnica in pa mala mešinka. Torej, vse 4 rastline tukaj na zelo majhnem prostorčku. Iz gozdov se spustimo nazaj v vas. Zmenjeni smo s Karolom. Karol je lastnik enega najbolj nenavadnih mlinov v Evropi. Od zunaj je mlin prav takšen kot tista stotnija preživelih njegove vrste, vendar šele ob pozornem opazovanju opazimo unikat. Voda v mlin, kot je to običajno, priteče, vendar je to tudi vse. Na drugi strani mlina, kjer naj bi bil odtok, ni vode niti za vzorec. Ta mlin je naša družina kupila, star oče je kupil leta 1930. Mlin je bil prej v lasti od Nemca Unterwegerja, ki je imel več teh mlinov tukaj po Sloveniji, pa destilarn za olje kuhati in žah za razrez hlodovine. Ta brezen, to je ratov zdaj zadnje čase bolj popularen, ker je zanimiv v tem smislu, ker ta je bil v edini v Evropi, ker je na kraškem breznu mlin zgrajen in voda, ko gre čez kolesa vodne, ponikne v zemljo. Mlinska kolesa so nameščena točno v sredi kraškega brezna, v katero je vstop izjemno težaven in Karol ne vidi rad, da se, zaradi varnosti seveda, motamo tam okoli. Od 3 koles danes deluje le še eno in poganja svoj kamen, ki na to Karolu in kakšnemu sosedu melje žito v moko. V središču Hotedršice danes stoji kmečka hiša kot iz časov pred 100 in več leti. Pred njo nas je pričakala Jožica. Hiša, v kateri še vedno deluje črna kuhinja, je danes muzej. Ja, tukaj je primer črne kuhinje, notri je primer črne kuhinje. Značilnost črne kuhinje je v tem, da se dim prosto spušča po prostoru, katerega se izrablja za prekajevanje mesa. Potem pa imamo še eden od prostorov, bivalnih prostorov, v katerem so živeli toliko let. To je primer delovne notranjske noše, ki so jo uporabljali za delo na polju. Ženska noša je sestavljena iz krila z brezrokavnikom, potem je bela bluza in pa predpasnik. Moška delovna noša je sestavljena iz hlač, delovnih čevljev, brezrokavnika, karosrajce in klobuka. Do drugega muzeja, pravzaprav obsežne zbirke, pa smo se morali povzpeti v koš. Gospa Romana se je nekega dne odločila, da starih sodov ne bo skurila in tako je začela nastajati njena vsak dan večja zbirka starih predmetov. Od posode lesene posode, pa pakovane, pa nekaj imam tudi porcelana, pa razne kipe, ure, veliko imam svetilk.
Hotedršica živi naprej. Dnevno jo točno po sredi preseka na desetine tovornjakov, ki so namenjeni proti Colu, Črnemu vrhu ali Idriji, in matere že desetletja govorijo otrokom: pazi na cesto. Hotenci pa vztrajajo, morebiti tudi zaradi usodne povezanosti z mačkami. Ja, Mačja vas, včasih, ko so ljudje še nekako bolj v stiku z živalmi in z naravo živeli, menda, če je kdo prišel v Hotedršico in popraskal takole po mizi, se je vnel pretep, ker hotenci ne bi bili mačke z vsemi mačjimi, predvsem pozitivnimi lastnostmi. Zima je in ljudje so v gručah zaprti v svoja domovanja. Sprehod s prijatelji je že zdavnaj spomin minule pomladi.